Živjo, danes bi samo na kratko povedal nekaj o tem, kaj se je zgodilo potem s tistim mojim zadnjim obročem, ki mi je razpokal. Dobil sem 3 privatna sporočila zaskrbljenih gledalcev, ki so me spraševali, kako sem stvar rešil, tako da sem se odločil, da povem vsem, mogoče bo še komu prišlo prav. Drugače pa danes 1. november, tako precej oblačno vreme, približno 13 stopinj Celzija. Jaz pa že 11 dni nisem bil na kolesu, zato ker je skozi neko deževje. In še moje zdravje me nekaj nagaja, tako da zaenkrat nisem hotel izzivati in bom posnel ta video kar tukaj iz svoje sobe. Torej, zgodba z mojimi obroči je taka. Jaz sem kupil tole kolo Scott Addict 20 v marcu 2022 in takrat sem gor dobil originalne obroče Synchros. Približno po 9 mesecih mi je počel zadnji obroč. Razpoka je bila temna, skoraj nevidna, približno 1 cm dolga pri eni od špic. Jaz tiste razpoke nisem opazil, opazil jo je moj serviser, ki je obroč v garanciji tudi zamenjal. No in potem je spet minilo približno 9 mesecev, ko sem jaz konca avgusta opazil, da je tudi nov zamenjan obroč razpokal. V drugem primeru, saj sem tudi posnel video konca avgusta, če se spomnite, je razpokal na enih 5 ali 6 koncih. Razpoke so bile take svetle, dalo se jih je lepo videti in približno ob 5 ali 6 špicah so bile na vsako stran približno po 1 cm dolge. Med vožnjo je bilo slišati škrtanje oziroma neko škripanje, ker so se verjetno špice drgnile ob kovino obroča. Serviser mi je rekel, da to sicer ni nek problem, da je pri teh obročih dvojno dno, da se lahko vozim. In še dobro, da je tako, ker jaz sem potem čakal na nov obroč približno 2 ali 3 mesece, od konca avgusta pa do oktobra. Serviser mi je predlagal, da bi kupil obroč DT Swiss, ker je imel izkušnje že odprej z eno drugo stranko, ki mu je lih tako Synchros razpokal, potem z DT Swiss pa ni imel več težav in sem jaz rekel, ok, probamo DT Swiss, zamenjamo, vidimo kako bo. Tisti obroč je bilo treba čakati, mislim, da cela 2 meseca. Jaz sem se vmes normalno vozil. No in 4. oktobra sem dobil nov obroč DT Swiss GR531. To je obroč za gravel kolesa. Na spletni strani je možno videti, da ima maksimalno obremenitev do 130 kg, kar za mene ne bi smel biti problem. Pač seveda prej, ko sem imel obroče Synchros, sem tudi imel dobrih 110 kg, mogoče celo 112. Potem sem pa v letošnjem letu šel v eno fazo hujšanja, tako da zdaj jih imam dobrih 96. In si mislim, da ta obremenitev obroča bi mogla biti dovolj zame, za težo kolesa in vse opreme, ki pride gor. Tako da zdaj imam s tem obročem prevoženih že približno 500 km, lepo vožnja je tiha, brez kakšnih posebnosti, sem zelo zadovoljen. Bomo pa videli čez kakšne pol leta, kako se bo obnesel. Jaz takrat sploh serviserja nisem vprašal, koliko bo ta obroč koštal, tako sem si mislil sam pri sebi, lahko bo 300 evrov, ne vem, nisem imel pojma, ampak nisem hotel nič vprašati, sem rekel, pustimo se, presenetimo. Tudi sam sem slišal, da je DT Swiss ok in sem si mislil, bo, ko bo, pustim se presenetiti brez vsakih pričakovanj. No in na koncu me je serviser še lepo presenetil s ceno, skupaj nov zadnji obroč in montaža je bilo 70 evrov, kar se mi je zdelo dokaj poceni in si mislim, da če se bo karkoli s tem obročem zgodilo, enostavno ga bom zamenjal, kupil drugega in je. Sploh se ne mislim več s tem ukvarjati, zakaj do teh razpok prihaja. Bomo videli, če bo karkoli, vam bom sigurno poročal. No, se lahko tle pogledam na mojo Stravo. Ne vem, če vi uporabljate, meni je ta funkcija glede vnašanja opreme, tu mi je super. Jaz tle vnašam vsa kolesa, vso svojo opremo in tudi posamezne komponente, tako da točno lahko vidimo, ta moja specialka ima zdaj 15 000 km.
Se pravi, prvi obroč je zdržal kakšnih 7000 km, ki sem jih naredil v približno 9 mesecih. Potem pa tisti drugi obroč, ki sem ga dobil preko garancije, je zdržal še kakšnih dobrih 8000 km. Zdaj s tem ta novim imam že prevoženih 500. S serviserjem sva zmenjena, da ga pripeljem en dan k njemu, da vidi, če je treba še kakšno špico potisniti, ampak načeloma je to. Vožnja je tiha, jaz ne slišim več nobenega škrtanja in to je meni najbolj pomembno. Povedati moram tudi, da sem zamenjal samo zadnji obroč, sprednji je še zmeraj original Synchros, tak, ko je bil na novem kolesu, se pravi ima 15000 km in on še zmeraj reže zrak, kakor da je nov. Drugače pa moram povedati, da v zadnje 2 meseca leta 2023 vstopam z 10 000 km v letošnji statistiki, kar je super, ker to pomeni, da jih bom imel na koncu leta lahko 11 ali pa tudi 12 000. Bomo videli, kako se situacija obrne. Marsikdo me vpraša, kako je možno, da prevozim več kilometrov s kolesom, kakor z avtom. Moj odgovor je tak, če mi le zdravje dopušča, jaz grem na kolo vsakič, ko je cesta suha. Pač prav vsakič. Ne iščem izgovorov, zakaj ne bi šel, pa če je treba, grem za 1 uro. V glavnem ne zamudim nobene priložnosti za kolesarjenje, če so zunaj pravi pogoji. Lahko ste tudi videli, da sem kolesaril na dopustu, tako pa brez kakšnega pretiravanja. Mislim, da sem v celem letu naredil 6 ali 7 stotk, nič kaj dolge vožnje, take, med 50 in 70 km in to je to. Sicer pa imam vse vožnje objavljene na Stravi, kogar zanima, si lahko pogleda, pa vidi tam. Letos sem si nabavil tudi gorsko kolo, tako da lahko malo še kombiniram, kar pomaga pri motivaciji. Malo si spremeniš tiste proge, ki si jih imel prej, paše mi kdaj, da si spucam možgane nekje v nekem gozdičku, kjer ni žive duše. Tako da se mi zdi, da je še bolj super. Sicer dolžino se da lažje delati s specialko, ampak z gorskim pa nabiješ ure, nabiješ pulze, nabildaš malo mišice in je lih tako super. Jaz moram pa zdaj samo še malo popaziti na svoje zdravje. Pijem čaj, sirup oziroma smrekove vršičke, tako da upam, da bo v parih dneh vse ok. To bi bilo to za en tak kratek video. Hvala vsem, ki me spremljate, še posebej tistim, ki mi kaj všečkate, komentirate ali pa se naročite na ta kanal. Jaz vam želim čim več varne vožnje, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.